Aleš Primc, znan tudi kot prvi trebušček slovenske desnice, je ta konec tedna iz svojega gibanja za otroke in družino s pomočjo Boga in Angelce Likovič ustanovil še stranko. Stranka se imenuje Glas za otroke in družine. Sem mislil, da ji bo ime Glas za ekscelenco Janeza, kaj bi bilo bliže resnici. A ne bi bilo. No, stranka se bo borila za čistokrvne slovenske otroke. Rojene ali nerojene. Tako je, Žan Mahnič, tudi za tebe. Na ustanovnem kongresu v Škofji Loki se je pelo, plesalo in molilo. No, šlo jim je predvsem slednje. Glede petja in plesa morajo pa še malo povaditi. Norma ve, da je Bog zgori, pohujšanje pa spodi. Se spomnite Norme, ne? Soočen pred referendumom. Mislim, takemu otroku dati ime Norma je, ki bi se Kučan uklical za Milana Velikega. V glavnem, Führer nove stranke je napovedal, da se bo vsaka stvar, ki jo bojo naredili, začela in končala z molitvijo. Ampak jaz mislim, da so bile Primčeve prioritete jasne. Zdaj pa na kosilo. Bolj kot molitev je pomembno kosilo. Ampak zakaj je Primc, predsednik in ustanovitelj stranke, je sam? In zakaj je tako žalosten, ko pa je v družbi Boga? To je skoraj bolj žalostno, kot takrat, ko Čuš pa kolegi ugotovijo, da je zmanjkalo belega snegeca. Ti, Aleš, kaj pa ješ? A ješ telečjo homofobaro? So ti mogoče dali za jest fašistirane šnicle? Povej, a je bil dober predvolilni golaž? Zdaj pri Primcu so med cilje stranke uvrstili tudi več otrok in pa prizadevanje, da bi te otroke obdržali doma. Ne vem, meni se to ne sliši toliko program za stranko, ampak prej tedenski plan od Fricla, ni? Primc nasploh ful omenja otroke. Toliko, da že pretirava z njimi. Da ni slučajno njegova ciljna skupina Vitan Mal. Mal ste sumljivi, Aleš. Se je pa Primčev kongres začel s podelitvijo bele vrtnice. To nagrado je soustanoviteljica stranke Angelca Likovič dobila za tolažbo. Zanj so ji feministke namreč podelile bodečo nežo, kjer je rekla, da bi morale vse ženske roditi. Tudi posiljene. Ne? Se pravi, dobila kot eno tolažilno nagrado. Skoraj tako, kot če dobiš zlato malino za najslabši film, potem pa otroci kupijo čokoladnega Oskarja. Zelo podobno. No in kaj si gospa Likovič misli o feministkah? Vsak ima pravico do svojega mnenja, naj se družijo. Jaz nimam niti proti njim, samo naj ne bodo napadalni. Pogumno, Angelca. Ti sam dober dan rečeš, pa se človek počuti napaden. Lahko se družiš s kalibri, kot sta Aleš in Norma, sam ne biti napadalen. Amen. Dajmo si to zapomniti. No, ampak iz vsega tega cirkusa pa smo Slovenci kot kultura in narod dobili nekaj, kar presega politiko. Prisluhnite temu biseru. A ni še lepša, kot himna od SDS? Zdaj, mimo grede, da ne bo kdo mislil, to je original, nič nismo spreminjali. Zdaj, himna stranke Glas je dokaz, da se slovenska pop glasba vrača na prave tire, drage moje. Besedilo ni več na, pa la, la. Ampak družbeno zaveden tekst, ki v družbo vrača Jezusa in istočasno uspe najti rimo na evtanazijo. Bravo! To je dosežek. Mogoče pa naslednjič zmagamo na Euroviziji s tem. Hej, živjo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas poglejte na Planet TV. Po pameti!